Zdravstveni sistem je na robu zloma in to je tisti ključni sistem, ki ga državljani najpogosteje potrebujemo tako ali drugače. In zato sem prepričan, da slovenski državljani od slovenske politike predvsem pričakujejo rešitve. Ne kakšnega velikega parlamentiranja, kdo je kriv, iskanje krivcev, ampak dialog in da končno pridemo do rešitev, ki bodo delovale. Zato smo v Novi Sloveniji pripravili aktualizirano varianto našega zdravstvenega programa, kjer je še dodatno stvar skoncentrirana in predvsem aktualizirana na trenutno stanje. In s tem našim programom predvsem želimo predstaviti te rešitve, kje mi vidimo, da je možnost, da se vzpostavi ta boljši zdravstveni sistem, ki ga Slovenija nujno potrebuje. In kateri so tisti ključni elementi, ki jih mi poudarjamo. Prvič, da je potrebno vključiti takoj vse razpoložljive zdravstvene kapacitete pri vseh izvajalcih zdravstvenih dejavnosti. Gre tako za javne zavode, koncesionarje, kot tudi zasebnike. Drugič, da naj se vsak zdravnik sam samostojno odloča, kje in kako bo upravljal svoj poklic in da bi zato želeli, da se uvede nova statusna oblika, to je samostojni nosilec zdravstvene dejavnosti. Tretjič, da se bolniki samostojno odločajo, kje bodo upravili svojo zdravstveno storitev, a je to pri javnem zavodu, koncesionarju ali zasebniku, in ključno je, da te storitve ne plačajo svojega žepa, ampak da to plača zavod, kjer vsak mesec plačuje, oziroma zavarovalnica, kjer so zavarovani. Četrtič, ključno se nam zdi, da se prečišči osnovna košarica pravic zdravstvenega zavarovanja in da se tudi preoblikuje dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Petič, želimo, da se odpravi monopol ZZZS-ja, gre za socialistični mastodont, in rešitve, ki so bile morda dobre pred 30-40 leti, danes v današnjem času že niso več ustrezne. Šestič, želimo jasno uvedbo standardov in kakovosti in seveda tudi varnost zdravstvenih storitev in da se plačilo zdravstvenih storitev izvaja glede na rezultat zdravljenja in dosežene strokovne standarde. In ne nazadnje, da se tudi zaposlene v zdravstvu nagrajuje v skladu z rezultati dela. Sedmič, želimo, da se javni zdravstveni zavodi preoblikujejo v gospodarske družbe, v neprofitne gospodarske družbe. Osmič, želimo, da se poveča vpisno število na medicinskih fakultetah in tudi drugih zdravstvenih visokošolskih zavodih. In potem še devetič, ključno tudi, da se zmanjša administrativna obremenitev zdravnikov, predvsem pa, da končno pridemo do resnične digitalizacije zdravstvenega sistema. To je nekako 9 konkretnih rešitev, naš predlog za spremembo slovenskega zdravstvenega sistema, ki je bil končno vsem dostopen javni zdravstveni sistem. Ključno se nam zdi v teh dneh, da naredimo miselni preskok, da v središče resnično postavimo pacienta, ne pa državni zdravstveni sistem. Ker v zadnjih letih imamo občutek, da vsej levi del politike na vsak način hoče vse utemeljevati na tem državnem zdravstvenem sistemu, in ker se vse koncentrira samo na ta sistem, se praktično odriva interes in pa dobrobit tudi samih pacientov. In ko bomo naredili ta miselni preskok v glavah, da bomo v središče postavili pacienta, potem bo seveda vse drugače. In da to naredimo, je ključno, da dosežemo dostopnost do zdravnikov in pa možnost izbire. To sta dva ključna elementa, ki jih moramo kot država vzpostaviti, če želimo, da bomo resnično v središče postavili samega pacienta. In zato se nam zdi tukaj nekaj zelo preprostih aksiomov, da je v središču pacient. Ključno je, da uporabimo vse zdravstvene kapacitete. To pomeni, da ni pomembno, kje je zdravnik zaposlen, da neke storitve opravlja, ampak je ključno zgolj to, da je usposobljen za to, da ima licenco zdravniške zbornice, da lahko stvari opravlja in da lahko zdravi, in potem je popolnoma nepomembno,
za paciente, kje je ta zdravnik zaposlen. Zanga je ključno, da lahko do njega pride takrat, ko ga tudi potrebuje in da to njegovo zdravljenje plača zavod oziroma zavarovalnica, kjer je zavarovan. To so 3 ključne stvari, ki dejansko resnično v središče postavljajo pacienta in mu omogočajo do zdravnika prije takrat, ko ga potrebuje in da končno vzpostavimo tako želeno, vsem dostopno javno zdravstvo. Mi ne moramo več ustrajati na nekih starih konceptih, tudi ne smemo se delati otvar, da če bomo delali iste stvari, kot smo jih v preteklosti, da bodo rezultati drugačni. In vse, kar si Nova Slovenija želi, je to, da bi v Slovenijo pripeljali delujoče zahodnoevropske zdravstvene koncepte. Prepričan sem, da ne zahtevamo preveč, da niso to iluzorne in nemogoče rešitve, ampak če nekaj lahko deluje v Avstriji, v Švici ali v Nemčiji, potem ne vidim razloga, zakaj te stvari ne bi delovale tudi v Sloveniji. Glede naših prihodnjih aktivnosti, da bom jasen, mi bomo s tem programom, ki sem ga vam danes predstavil, šli na neko turnejo z zdravstvenimi deležniki. Želimo si vzpostaviti dialoga za celotno politiko in da tudi za zdravstvo bodo prihodnji dnevi in meseci ključni, da se bomo slišali. Ker na temo zdravstva je bilo v tej državi povedanega že ogromno. Velikokrat se pa zdi, da govorimo drug mimo drugega. In za spremembe je ključno, da se najprej slišimo, da drugega poslušamo. In tudi zato želimo najprej mi sami pri sebi z zdravstvenimi deležniki preveriti, ali podpirajo te rešitve, ki smo jih danes predstavili, in o teh zaključkih tega dialoga bomo potem tudi naše članstvo seznanili na programski konferenci marca letošnjega leta. V odnosu do vlade pa ne povem, da mi imamo pripravljene zakone. Naš zdravstveni tim, če smem tako reči, strokovni odbor za zdravstvo, ki združuje več zdravnikov in več strokovnjakov z področja zdravstva, je skupaj z našimi strokovnimi sodelavci iz parlamenta že pripravil tudi zakonske predloge. Ampak na podlagi našega posveta stranke, ki smo ga imeli na Bledu, je prišlo do odločitve, da teh zakonov v tem trenutku ne bomo vlagali. Z preprostega razloga, zaradi tega, da ne bo očitek, da gre tukaj nekaj za prestižno tekmo, kdo je predlagatelj nekega zakona in da ne bo ostajal da se torej ne bo ustvarjal vtis, da Nova Slovenija z vlaganjem zakonom kakorkoli blokira vladno proceduro oziroma vladni predlog neke zdravstvene reforme. Mi v teh prvih mesecih letošnjega leta še ne bomo vlagali teh zakonov. Kolikor se do spomladi nič ne bo zgodilo na vladni strani, seveda potem bodo te zakoni sledili. Kolikor pa bo, potem bomo mi predvsem z amandmaji poskušali te rešitve, ki sem vam jih danes predstavil, tudi uveljaviti v vladnih zakonih. Takšen je naš načrt, ker si resnično želimo, da pride do nekih realnih in pa resnih sprememb, ki ne bodo zgolj kozmetične narave, ampak ki bodo imele predvsem tudi konkretne posledice pri državljanih, da bodo končno do zdravnika lahko prišli. In trenutno smo v času, ko so potrebni hitri in odločni ukrepi in ker se pričakuje na nek način tudi enotnost politike, ker se pričakuje dialog, ker se pričakuje, da se bomo poslušali in drugega tudi slišali. Zdaj pa še mestna svetnica iz Ljubljane, gospa Mojca Soja. Dober dan. Mestni svetniki v Ljubljani Nove Slovenije že dlje časa, že nekaj mandatov spremljamo in opozarjamo na težave zdravstva in zdravstvenega doma v Ljubljani. Kot vidimo, so se te težave v zadnjem času, v zadnjem letu zelo zaostrile, seveda najprej na škodo pacientov, potem celotnega zdravstva in tudi na škodo zdravnikov in zdravstvenega osebja. Zato se nam zdi in seveda podpiramo vseh teh 9 ključnih rešitev, ki jih je predstavil predsednik Matej Tonin, ker se nam zdijo, da edino te
bodo rešile najprej zdravstvo v Ljubljani, zdravstveni dom posledično v Ljubljani, kjer je težava v zdravstvu in težava zaradi pacientov največja, in potem tudi gotovo težave v vsej državi. Hvala lepa.